Dober dan, en prav lep kolesarski pozdrav. Danes sem se odpravil na eno krajšo vožnjo po Italiji, toliko da vam pokažem, kako vozijo italijanski vozniki, predvsem v odnosu do kolesarjev. Danes je še en lep zimski dan, približno 3 stopinje Celzija. Ja, nasplošno je tako, da so Italijani, vsaj tukaj v severni Italiji, zelo kulturni in strpni vozniki. Jaz bi rekel, da je med drugim razlog tudi ta, da je v Italiji kolesarstvo nacionalni šport, približno tako kot pri nas smučanje, in imajo pač do kolesarjev že po defaultu nek bolj spoštljiv odnos. Jaz recimo po Italiji nikoli ne doživim, da bi se kakšen voznik jezil name ali pa mi celo trobil. Praviloma prehitevajo tako, ko je treba, na 1,5 metra razdalje. Je pa res, da je dosti cest zelo širokih, tako da je ob strani še asfaltirana bankina, široka 1,5 metra, 2 metra, kjer popolnoma nič ne motiš prometa. Še največji problem je na takih cestah, kjer ni te bankine in kjer je polna črta. Tam se lahko zgodi, da vas bo Italijan zelo natesno prehitel, ker oni iz meni neznanega razloga ne vozijo čez polno črto, ampak prav res ne. Če vidiš avto, ki te prehiteva in gre čez polno črto, potem hitro ugotoviš, da ima slovensko tablico. Možno je, da je razlog zaradi kakšnih kazni, ne vem. Zagotovo pa vem, da so hude kazni za telefoniranje med vožnjo in dostikrat vidim italijanske voznike, ki se kar naenkrat ustavijo ob robu ceste, zato da se javijo na telefon. Moraš biti pozoren, ker nikoli ne veš, kje se ti bo kdo ustavil, tako da se mu potem pač pravočasno izogneš. Ne vem točno, kako je drugje po Italiji, ampak tukaj v Furlaniji, Julijski krajini, je ob sobotah precej prometa, še največ v mestih, ljudje najbrž grejo po nakupih, tako da je treba biti v mestih malo bolj previden, malo več je kaosa, ljudje izstopajo iz vozil, zavijajo levo, desno, tako da previdnost ni odveč. Mislim, da je prav odnos italijanskih voznikov eden pomembnejših razlogov, zakaj se jaz tako pogostokrat odločim za kolesarjenje v Italiji. Tako da, kljub splošno znanem stereotipu, da so Italijani nori vozniki, moram reči, da tukaj na severu to ni res. Zelo lepo vozijo, spoštujejo predpise, kakor sem rekel, so strpni, v glavnem brez kakšnih večjih pripomb. Seveda, zmeraj se najde izjema. Sploh če te v Italiji prehiteva Slovenc. Tudi kakšen Italijan je kdaj čuden, ampak bi rekel 99% je zmeraj vse ok. Zdaj sem šel za nalašč tle po tej senčni cesti, ki je še polna slane, in res moram še enkrat poudariti. Nogavice in galoše Castelli, preko njih še stare galoše Northwave, vmes med čevlji in galošami pa časopisni papir za izolacijo. Dela tudi pri 0 stopinjah. Bolje mogoče treba biti previden, kadar pride italijanski voznik v Slovenijo. Včasih se kdo ne znajde, ne pozna točno cest, ulic. Nekaj je tudi razlik v prometu. Recimo, ena taka zanimiva razlika je, mi imamo v križiščih en posebej pas za levo, pas za naravnost in desno sta pa praviloma združena. No, v Italiji je pa tu dostikrat obratno, in sicer je posebej pas za zavijanje desno, pas za naravnost in za levo sta pa združena. In potem se zgodi, da lahko italijanski voznik v Sloveniji se narobe postavi na levi pas, ob zeleni luči ti pa spelje naravnost. To se pač navadiš. Mi približno že vemo, da je treba biti pazljiv, in to je to. Kaj naj rečem, še en čudovit dan sem izkoristil. Redko se mogoče zgodi, da ti kjeri popiska, če se pelješ po glavni cesti
kjer je zraven narejena kolesarska steza. Ampak moram reči, se mi je lahko zgodilo 3-krat v 10 letih. Ker tudi v Italiji niso vse kolesarske steze super lepe, kakšne so samo zato, da so. Tiste, ki so dobre, jih pa rad izkoristim. Tako da, če imate slabo vreme, spackane ceste, dajte kolo na avto in pripeljte se dol. Naredite en giro tle z Gorice, malo po Italiji, krasno vreme in to je to. In pol jaz tako, ko sem mislil, da imam že vse prizore lepo posnete, ko sem hvalil in povedal same dobre stvari o italijanskih voznikih, pa slučajno zasledim en komentar na Facebooku v skupini Združenje kolesarjev. Tam se je razvila neka debata točno okrog prehitevanja kolesarjev. Večinoma so pač govorili o tem, da pri nas še zmeraj ne velja tisti 1,5 metra razdalje, da so te razdalje prej v centimetrih. No in potem eden napiše, da pri nas res prehitevajo zelo na knap, ampak da v Italiji, Furlanija, Julijska krajina, da je pa noro, da na centimetre prehitevanje. Človek je bil 3 dni tam in je imel vsega polno glavo. Jaz zdaj ne bi rad izpostavljal tega kolesarja, tudi sem prepričan, da si tega ni izmislil, ampak je to res doživel. Ampak je mogel pa res imeti smolo, ker jaz takih izkušenj nimam. Pa sem tukaj doma in dobesedno celo leto kolesarim po Furlaniji, Julijski krajini, brez kakršnih koli težav. In tudi ja, tako kot sem rekel, pošteno, doživeli boste tesno prehitevanje, če bo sredi ceste polna črta. Takrat vas bo italijanski voznik prehitev ne glede kako tesno bo, pač oni ne zapeljejo, oziroma bom rekel, večina njih res nikoli ne zapelje čez polno črto, sem pa tja se pa seveda najde tudi kakšen tak, ki na račun kolesarja prehiteva bolj na široko in zapelje pri tem tudi čez polno črto. Jaz lahko komentiram samo tako, da je ta kolesar res imel neverjetno smolo. Upam, da ga to ne bo odvrnilo in da se bo še kdaj vrnil v te naše konce in se zapeljal tudi kakšen krog po Furlaniji, Julijski krajini. Zdaj edino, če se je vozil noter po Trstu, tam pa zna biti ubijalsko. Tam vožnje tudi jaz ne morem hvaliti, pač vožnja v mestu, sploh kadar so konice, nimaš kaj računati, da bo lepa. Pa še tako je, če bi bilo kolesarjenje tukaj po Friuli, Veneciji, Giulia tako neznosno, potem prvič, jaz bi se manj vozil po Italiji in drugič, verjetno bi imel na desetine posnetkov raznih izsiljevanj in nevarnih prehitevanj. Tako da bi najbrž lahko že zdavnaj izložil kakšno kompilacijo. Pa jo nisem, zato ker teh posnetkov nimam. To bi bil moj argument. Sicer pa kaj bi se pritoževali, imamo čudovito vreme, zdaj sred januarja, sonce že 15 minut kasneje zahaja, tako da je dan daljši. Ne more meni en neroden voznik pokvariti dneva, razen lih, če me prav zbije. Jaz osebno moram reči, da se najbolj bojim, da bi mi kakšen od stranskih parkiranih avtov kar naenkrat odprl vrata. To sem še posebej pazljiv, zmeraj gledam, če je kakšen šofer noter, ampak zaenkrat na srečo me s kolesom še ni sesul. Me je pa pred leti sesul en Italijan, ko sem bil na teku, in sicer zamejski Slovenc, na naši strani parkiran je bil v Sokano, jaz sem tekel mimo parkiranih vozil, on je pa kar naenkrat odprl vrata, ker me ni videl, presekal mi je ramo in koleno, ob padcu na tla sem si poškodoval pa še ta drugo ramo. Tako da od takrat naprej sem bistveno bolj previden, tudi ko kolesarim mimo parkiranih vozil. Kogar je pičila kača, se boji zvite vrvi. Pa sem jaz tekel 10 na uro približno,
Ni bilo brzine in se dobro poškodoval. Takrat vidiš, kako si ranljiv. Kaj šele, če te zahakla z vrati, ko si na kolesu, si ne predstavljam, kako izgleda tak padec. Sicer so pa tudi Italijani samo ljudje in delajo prav enake napake, kakor vsi drugi. Tako, to je bil en zelo kratek video. Vseeno pa upam, da ste se iz njega kaj naučili oziroma izvedli kaj novega. Link od Strave, kjer sem se vozil, je od spodaj v opisu videa. Če je slučajno koga zdaj zagrablo, naj izkoristi in ne gre za kakšno urco na kolo. Jaz vam pa želim srečno vožnjo. Hvala za pozornost in se vidimo prihodnjič. Čau!